Slovenec. Kako ti je uspelo imenovati Zeitung časopis Laibach Ljubljana v deželi, kjer je imela nemščina edino uradno veljavo? Zakaj se nisi zlil z jezikom tvojih vladarjev? Habsburžani, Avstro-Ogrska. Odkot vam moč, dragi ljudje, da ste se po stoletjih slovenstva za zidovi domačih ognjišč javno oglasili? Na taboru, na zborovanju v Vižmarjah, s pogledom na Šmarno goro, ste odvrgli bremena delitve na leve in desne. Na tisti deževni dan 17. maja 1869 je 30.000 ljudi v en glas pritrdilo: mi smo Slovenci, ljudje ene dežele, naš jezik je slovenščina in tako bo povsod na naših tleh. Dragocena je vaša dediščina, dragi Slovenci. Razvili ste jezik do neizmernih razsežnosti in še danes živi. Vsaka preizkušnja je bila izziv, ki je narod utrdil. Prišli ste pripravljeni do svoje države, tako kot ste najbolje zmogli. Spomni se večkrat na to, dragi Slovenec. Nič ni kar tako, samo po sebi dano. Vse je v tvoji zgodovini zasejano. In kadar ti bo težko, pomisli na to. Zdaj pa se preselimo v leto 1870 v Narodno čitalnico v Šentvidu. Če savcev vas hudiš, ker plavat ne znaš. Kaj se ti pobič, nevarnost podajaš. Pa savcev vas hudiš, pa plavat ne znaš. Mene poslušaj, nič več ne poskušaj, če savcev vas hodit, ker plavat ne znaš. Mene poslušaj, nič več ne poskušaj, če savcev vas hodit, ker plavat ne znaš. Ja, mojster Tomc. Spomini, gospod župnik. O, Bog daj, Lucinka. Ja, kaj pa ti še vedno sama tukaj v čitalnici? Dober večer, gospod Potočnik, dober večer, gospod Tomc. Dober večer. Se veste, vrajam še tele zadnje časopisje, ki se je te tedne nabralo v čitalnici. Slovenska višja politika bi morala naše ljudske glasove
Je mati v resen poštev, ako bo hotela še naprej trditi, ljudstvo stoji za nami. Ali pa bi se morali ti naši veliki politiki udeležiti našega tabora na Severjevem travniku v Vižmarjih lanskega leta, kjer smo prek 30.000 zbranih Slovencev terjali in še terjamo in bomo terjali tudi v prihodnje zedinjeno Slovenijo. Odstop od tega programa pomeni razdvoj v narodu in seveda med velikimi vodji pa politiki. Komu bo pa koristil? Slovencem gotovo ne. In kje so bili lani ti naši višji politiki? V Vižmarjih jih ni bilo. Kje pa? Še celo taborske svetinje je gosposka nositi prepovedala. Nikakor pa ne svetin, ki so jih prinesli strelci z Dunaja, od političnega shoda Nemške strelske zveze. Sokolu pa ni bil dovoljen po vižmarskem taboru noben njihov izlet. Niti v takšne kraje ne, kamor so jih ljudje po lastnih poslancih vabili. Kako ponosno so lani prikorakali v Šentvit. Tam jih je pozdravila naša Mici Novakova, potlej so se pa podali v Vižmarsko gmajno. Ko prikorakajo na prizorišče, jih Koširjeva Franika z deputacijo tacenskih kmečkih deklet prav lepo pozdravijo. Dragi slovenski bratje, vrli sokolovci. Krepka perutnica slovenstvu je ljubljanski sokol. Sokol je ena izmed neotrudnih straž naše narodnosti in zato on vzdiguje svoje veličastna krila povsod, kjer se nas zatira narod bori za svoje in svojih starih dedov svete pravice. Tudi današnji zgodovinsko važni sveti dan, v katerem se je na vižmarskem taboru zbralo toliko tisoč Slovencev od vseh krajev, da pod velikim Bogom na ves glas izrekajo, kaj zahteva njih bodočnost. Vidimo med nami krasno sokolsko zastavo. Vrli sokolovci, ljubljeni bratje. Pozdravljam vas v imenu vseh tacenskih Slovenk in vas vljudno prosim, da privežete svojo zastavo. V spomin današnjega velikega dne. Vsak sokolovec, vsak narodnjak iz globočine svojega srca kliče tacenskim Slovenkam pozdrav. Na zdravje! Na zdravje! Naprej zastava slave, na boj junaška kri, za blagor očetnjave naj puška govori. Naprej zastava slave, na boj junaška kri, za blagor očetnjave naj puška govori. Z orožjem in desnico nesimo vragu grom, zapisat kri pravico, ki terjajo naš dom. Naprej zastava slave, na boj junaška kri, za blagor očetnjave naj puška govori. Drum, 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 draga mati je prosila, roke okol vrata vila, je plakala moja mila, tu ostani ljubi moj. Z Bogom mati ljuba zdrava, mati mi je očetnjava, ljuba moja čast in slava, hajdmo za njo boj. Z Bogom mati ljuba zdrava,
Ljuba moja, čast in slava, hajdmo za njo boj. Naprej zastava slave, na boj junaška kri, za blago očetnjave naj puška govori. Naprej zastava slave, na boj junaška kri, za blago očetnjave naj puška govori. Naprej, naprej. Naprej zastava slave. Joj. Poglej, Matej, že 10 let je tega, kar se je ta pesem Jenkotova seveda prvikrat pela v javnosti. Bilo je pri besedi Slovanskega pevskega zbora na Dunaju. Njeni glasovi so vse navzoče tako razneli, da odobravanju ni bilo ne konca in ne kraja. Joj, Matevž, kako primerna bi bila ta pesem za našo narodno himno. Ja. Se opravičujem, gospoda, odhajam. Lahko noč. Bog s tabo. Aj. No, in kje sva midva že ostala, mojster? Na Taboru. Ravno je potihnila pesem, jelo je narahlo deževati. In marsikdo se je bal, da bude to neugodno vreme Tabor nemogoč storilo. Ko pa se je dež nekoliko polegal, stopil je doktor Kosta pred ljudstvo, ga pozdravil v imenu Društva Slovenije. Upamo, da bo presvetli cesar temu, kar danes izrečemo, pritegnil in bo tako pravičen tudi slovenskemu narodu. Nasvetujem, naj prevzame predsedništvo Tabora gospod dr. Janez Blajvajs. Radosten in ganjen sprejemam to častno nalogo in stopim na čelo današnjemu taboru. Dobrodošli vsi, pozdravljam vas prisrčno. Pod prostim nebom, na pobočju sivega Triglava, se bomo danes pogovarjali o 5 stvareh, važnih in imenitnih, ki smo jih zapisali v novicah in jih je priobčil tudi slovenski narod v Mariboru. Sveta stvar, za katero se poganjamo, porok mi je, da bodete med vsem toborovanjem v najlepšem redu in miru. Hočemo. Na to pa se vlije taka ploha, da ni bilo več moč dalje govoriti. Ker je stala poprej glava, tikoma glave, vzdigne se dežobran poleg dežobrana in seveda zgodi se, kot da bi seveda bilo z odra tako videti, kot da so v pravem taboru bili zbrani vsi Slovenci po čotori. Doktor Kosta je prebral nekaj pozdravnih nagovorov, seveda in tudi pozdravov in seveda pozdrav se je vsak posamezno živahno pozdravljal s klici živijo. Živijo, živijo. In potem smo sprejemali prvo resolucijo. Naj se Slovenci združijo v narodno celoto s skupnim deželnim zborom v Ljubljani. 500 milijon nas je razcepljenih v 8 dežel. Skupaj hočemo, skupaj moramo! Tako da ko me brat brata pozna, da si ravno smo sinovi ene matere. Nekdaj smo bili združeni v en narod. In že naš vodnik je pel, od prvega tukaj stanuje moj rod, če ve kdo za drugega, naj reče od kod. Kar je nekdaj bilo, mora se zopet vrniti na blagor slovenskemu narodu in Avstriji sami. Slovenski narod ne more do svojih pravic, dokler je tako razkosan. Kadar bomo vsi pod eno streho, Moramo biti, hočemo biti! Kadar bomo vsi pod eno streho, takrat bomo nekaj veljali in imeli ter lahko uživali svoje pravice. Dajte nam torej Slovenijo! Živa Slovenija! Živa Blajvajs!
Dajte nam torej Slovenijo na postavni poti. Jaz sam sem že leta 1848 pri Rankem nadvojvodu Janezu razlagal potrebo po zedinjeni Sloveniji. Prav imate, je rekel nadvojvoda. A kaj na to poreko Štajerci, Korošci? Danes tu združeni odgovarjamo nadvojvodu Janezu in kličemo vsi brez razločka. Hočemo Slovenijo! Dajte nam Slovenijo! Dajte nam Slovenijo! Moči, moči, morje Adriansko, morje, nikdaj, nikdaj bilo si slovansko, si slovansko. Rastov brod, vozil je slovanski rod, ko ob tebi mesta bila, naših vidov so cvetila, ko so jadra njih vojski še nosila njih imi. Ko ob tebi mesta bila, naših vidov so cvetila, ko so jadra njih vojski še nosila njih imi. Tiho, tiho, morje, kam si dialo, morje, al brodove pokopalo, morje, morje ni pokopalo, o peči jih ni razjalo, da jih videti ni več, tega kriv je tuji meč, tuji meč, tega kriv je tuji meč, tuji meč, tuji meč. Morje jih pokopalo, o peči jih ni razjalo, da jih videti ni več, tega kriv je tuji meč, tuji meč, tega kriv je tuji meč, tuji meč, tuji meč, tuji meč. Ojoj, kraj, kjer je bilo taborišče. Nam je Janez Sever, Erženov iz Vižmari, dal takega, da si lepšega nismo mogli želeti. Velik travnik obdan od dreves, krog in krog, na desni od odra Šmarna gora. Pred njim naši vrli gorenjski vršaci. Lepo je bilo videti krasen slavolok z napisom Vižmarci z veseljem pozdravljamo taborite.
Najbolj pa je kričal doktor Zarnik in se bil po širokih prsih. Zarnik. Ljudstvo ga je najbolj razumelo in je kričalo v urnebesnem navdušenju. Mi smo Slovenci in hočemo svoje pravice. Glavna stvar v življenju vsakega naroda so šole. Ako so šole slabe, tudi narod ni nič vreden. Nekoč so nas sovražniki premagovali z mečem in ognjem. Zdaj nas premagujejo in z nemškim jezikom. Zdaj se slovenska šola začenja z ezelponkom. Zato pa tudi slovenski narod sedi na ezelponku. Prusi so nas premagali zaradi boljših šol, v katerih so se poučevali v svojem materinem jeziku, pa so češko deželo vendarle bolje poznali kot naši častniki. Kako se pa mi učimo v šoli? Po znanem načelu, miza tiš, riba fiš. Ugovor, da se slovenskim jezikom nikamor ne pride, nikakor ne velja. Saj si hočemo svoje otroke zrediti za svojo domačo deželo, ne za tuje. Če bi se kaj prida učili, mogli bi dobro živeti. Zdaj pa se šuperijo tujci po naši deželi, po višjih in nižjih službah in v zahvalo, da so spodrinili naše rojake, imenujejo našo lepo kranjsko deželo Švajneland. Ali bomo to še dlje trpeli? O, gospod župnik, kako urno beži čas, kaj? Poglejte, že 5. leto bo, ker ste vi šentviškim faranom poleg narodne čitalnice priskrbeli tudi ljudsko šolo. Ja, veselje pa je bilo takrat na Taboru poslušati doktorja Razlaga, kako je zagovarjal napravo vse učilišče v Ljubljani. Slovenski oče, kateri želi, da bi se njegov sin višje izobrazil, ga mora poslati v tuja mesta, na Gradec, na Dunaj. Tako gre mnogo denarja iz dežele. In ves ta denar bi lahko ostal tukaj, v deželi. Omika je geslo, današnji dan za vse narode, za vse dežele. Znanosti si moramo pridobiti, sicer bodo naši otroci reveži, kakor so naši predniki bili. Tudi slovenski jezik je sposoben za uk višjih predmetov vsake vrste. Naj se napravi slovensko vse učilišče v Ljubljani. Treba nam univerze. Kranjsko ljudstvo je vidno izreklo in glasno pokazalo, da se zaveda svojega velikega pomena za življenje slovenskega naroda. Kranjsko ljudstvo je na široko razprlo roke svojim bratom na severu in jugu. In bratje so pritekli s severa in juga in segli v podano jim roko. In v Vižmarjih se je sklenila sveta zaveza. Ne prenehati, dokler se ne uresniči naše sedanje geslo. Zedinimo se, ne vdanimo se. Zedinimo se, ne vdajmo se.
Spoštovane in spoštovani, na oder prihaja slavnostni govornik, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, gospod Alojz Kovšca. Spoštovane udeleženke in udeleženci današnje slovesnosti, spoštovani organizatorji dogodka, Društvo Blaž Potočnikova čitalnica iz Šentvida pri Ljubljani skupaj z ostalimi društvi, cenjeni nastopajoči, visoki gostje, predstavniki države in lokalnih skupnosti, gospe in gospodje. Z veliko častjo sem sprejel povabilo na današnji slovesni dogodek, kajti med najpomembnejše in najbolj pozitivne dogodke v vsej slovenski zgodovini sodijo prav tabori. Bili so svojevrsten plebiscit slovenskega prebivalstva v vseh delih našega ozemlja. Plebiscit za slovensko narodno gibanje in za njegov program Zedinjeno Slovenijo. Zagotovo najveličastnejši med vsemi taborimi je bil tukajšnji, vižmarski, maja 1896. Kronisti so zabeležili, da so ljudje prihajali peš in na konjih, oblečeni v narodne noše in okrašeni slovenskimi zastavami ali na okrašenih vozeh, Kranjci, Primorci, Štajerci in Korošci. Vzneseni dogodek je prerasel vse splošno ljudsko rajanje, goreli so kresovi, pokali možnarji. V zraku je bilo čutiti veliko napetost. Zahteva po zedinjeni Sloveniji je dobila krila, zaokrožila po deželah, potrkala na vrata vsakega doma in domačije. Nepredstavljiva množica 30.000 ljudi se je na binkoštni ponedeljek zbrala na tem mestu in v en glas enotno zahtevala združitev Slovencev, uvedbo slovenščine v urade in šole, ustanavljanje strokovnih, zlasti kmetijskih šol, ustanovitev univerze in povezovanje z ostalimi jugoslovanskimi narodi v monarhiji. Šlo je za legitimne zahteve slovenskega naroda, dolgo razdrobljenega in nepovezanega, med sabo sprtega in neenotnega. A druga polovica 19. stoletja je predramila zatrta narodnostna čustva, ki se jih je slovenski narod vse do tedaj ni v celoti zavedal. Prebujajoče se slovensko meščanstvo in kmečka aristokracija sta prevzela vodilno vlogo v aktiviranju prebujajočega se naroda. Nastopil je čas, kot je zapisal eden takratnih narodnih voditeljev Josip Vošnjak, ko je dotedaj nezavedno ljudstvo začelo samo sebe spoznavati in čutiti krivice, ki se mu gode. Mi smo Slovenci in hočemo imeti svoje pravice, je javno zahteval še en znameniti narodnjak in oče slovenskih taborov, dr. Valentin Zarnik. Na priložnostnih spominskih taborskih svetinicah je bilo prav tako jasno zapisano: živela Slovenija, zedinimo se, ne vdajmo se. Zahteva po zedinjeni Sloveniji se je s taborov prenesla tudi v deželne zbore. A silovita enotnost ljudstva je prestrašila takratne, večinoma nemško usmerjene oblastnike do mere, da so tabore hitro onemogočili in prepovedali. Zahteva taborov je bila do določene mere zelo ostra in stališča takratne državne politike težko sprejemljiva. Obenem pa so govorci na taborih naslavljali tudi nekatere posebej pereče teme lokalnega kmečkega prebivalstva. Ena glavnih zahtev, ki so jo izražali prav na vseh taborih, je bila tudi zahteva po zmernejših davkih, ki pa so jo nasprotniki množičnih zborovanj takoj izkoristili za to, da so dejanja posameznih podeželskih skupnosti interpretirali celo kot upore. Potrebno je bilo še skoraj celih 50 let, da je do slovenskega naroda krivična monarhija propadla in se je, sicer v povezavi z drugimi južnoslovanskimi narodi, pokazala neka nova, četudi začasna perspektiva našega nacionalnega razvoja. Tabori so nam dali
prepotrebno nacionalno samozavest, optimizem in zagon za spremembe, ki so v duhu časa nezadržno sledile. Utrdili so uporabo slovenske simbolike in barv. Poteka zgodovine v smeri nacionalne samobitnosti in državotvornosti ni bilo mogoče več ustaviti. Ideja zedinjene Slovenije je zarisala temelje naše današnje ozemeljske celovitosti, četudi v precej manjših okvirih, kot so si jih zamišljali tedanji narodnjaki. Prava osamosvojitev je nastopila šele leta 1991 in danes, ko mineva 150 let od zahtev programa Zedinjene Slovenije, smo Slovenci vsemu svetu zgled, kako lahko tudi številčno majhen narod, stoletja obravnavan kot nezgodovinski in neupravičen do lastne državnosti, doseže mednarodno priznano samostojnost in neodvisnost. Spoštovani, danes smo na svoji zemlji sam svoj gospodar. Imamo državo, vendar pa se velikokrat zdi, da nam manjka tista enotnost, ki je pred 150 leti z vso strastjo prevevala narod. V taborskih letih nam je Slovencem uspelo to, kar nam je le še malo kdaj v zgodovini. Bili smo složni. Na tabore so hodili, na njih sodelovali vsi. Mladi in stari, kmetje in gosposka, klerikalci in liberalci. Od tod tudi taborska moč in prepričljivost ter velik strah vseh tistih, ki si niso želeli sprememb. Na taborih so govorili o zadevah, ki so Slovence združevale in ne razdvajale. Takratni nacionalni voditelji so se dobro zavedali, da je za zedinjenje potreben medsebojni dialog. Kljub temu, da še takrat niso poznali ozvočenja, so se slišali, si prisluhnili. Danes pa se kljub vsej sodobni tehnologiji ne slišimo in si pogosto ne prisluhnemo. Morda smo Slovenci danes razdeljeni celo bolj, kakor smo bili kdajkoli prej. Posledično naši cilji niso jasni in je naša prihodnost negotova. Zato je obeležitev 150-letnice Vižmarskega tabora tudi dragocena priložnost, da obudimo taborskega duha in pogled obrnemo k vrednotam, ki nas kot narod povezujejo in ne delijo. Čas je, da prebudimo narodno zavest in spoznamo, da so politike, ki nas delijo in nas spravljajo v medsebojne spore, slabe politike, ne glede na to, na kateri ideološki podstati se gradijo. Postali smo ujetniki prevar, ki jih ekstremisti gradijo na zgodovinskem spominu. Eni druge obtožujejo in krivijo, mi pa slepo izbiramo med njihovimi resnicami. Pa ni potrebno, da je tako. Zbudimo se in se ozavestimo, da smo vsi skupaj en narod, hčere in sinovi Slovenije. Uberimo srednjo pot, pot dialoga in medsebojnega spoštovanja, ne glede na razlike med nami. Predvsem pa spoštujmo drug drugega in si medsebojno zaupamo, če hočemo kot narod obstati v Evropi, ki tudi sama danes trepeta za svojo identiteto. Naj živi slovenstvo in naj živi samostojna, svobodna Republika Slovenija.
Beseda bila je meso. Pesem bila je telo. To je bodrilo naše ljudi. To je vodilo njih steze čez polja in vasi. Čez bedo in obup, čez vojn hrup. A ostali so verzi pogumnih rojakov, verzi klenih junakov preteklih dni. Besede so težke, a so upanja polne. Življenje iz njih vije in kliče, ne vdajmo se. Biti slovenske krvi, bodi Slovencu ponos. Kar je naravi zrak, je človeku narodnost. Kdor za narod naš se ne žrtvuje, naj Slovenec se ne imenuje. Hajdemo, pogumno v boj za naše brate, za svobodo domovino naše zlate. Mal smo narod, a v njem neznanska silna moč. Ne bo nas zagrnila tujska moč. Na delo, slovenske hčere vse, sinovi, da rešimo red svoj pred tujstva okovi. Da doživimo na mejah nam boljše čase, zato naj darežljivost naša rase. Če nam je ljubezen mati in sloga nas pobrati, večna bo Slovencov čast. Zato mi, Slovenije sini, zvesti svoji domovini, eno srce bodimo. Čuvajmo kot zlato rudo, milo nam domačo grudo. Brez žrtev ni svobode, mar narod naš drugače jo dobode. Ne z besedo puhlo, ki v ustih mine, z deli kažimo ljubav do domovine. Bojujmo vsi se pod zastavo, vse za narodovo pravo.
Janja.
Ljubim te, slovenska govorica. Ljubim bolj kot žuboreči ver, bolj kot pesem, ki jo drobna ptica poje v jutranji svečani mir. Ljubim te, slovenska govorica, kadar detetu nabiraš smeh v rožne ustnice, nedolžna lica, kadar vreš iz src prepolnih dveh. Ljubim te, slovenska govorica. Kadar te povzdigajo možje, vneta narekujete pravica, neustrašeno za dom srce. Odreveni gibka mi desnica, jezik mi prirasti na nebo, ako te, slovenska govorica, kdaj pred svetom zatajim plašno. Sladka, materina govorica, lepa mimo zemskih vseh glasov, mojih misli in čutil glasnica. Tvoj obli me zadnji blagoslov. Kje dom je moj? Sava teče po ravninah, Drava teče po pečinah, glej povsod, spomladni cvet, zemeljski raj na pogled. In to je slovenska zemlja, na slovenskim dom je moj. Kje dom je moj? Ne poznaš li v zemlji mili slavskih sinov hrabrih v sili? Bister dušic krotkost, ste med druzmi njih lasnost. To pa je slovenski narod. Med Slovenci dom je moj. Kje dom je moj? Tam, kjer Soča v blagim kraju vije se, podobnim raju. Tam, kjer žlahtne tertice venčajo goričice. In to je slovenska krajina. Na slovenskim dom je moj. Kje dom je moj? Kjer slovenske slišiš peti pesmi, kjer junaki vneti si slovenske deklice zbirajo za ljubice. Tam, kjer vlada glas slovenski, na slovenskim dom je moj. Kje dom je moj? Iz orjaškega Triglava gleda doli mati Slava, sinke kliče in budi k delu, slogi srčnosti. Duh slovenski zopet veje na slovenskim, mojim dom.
Rad bi spet videl svoj dom, daljne dežele so lepe, lepo je južno nebo. Še lepše pa sijejo zvezde, tam, kjer moj rodni je dom. Kot makov cvet, kot cvet deklet, vabi me rodna dežela. Kot lastovka se vračam tja, kjer sem nekoč bil doma. Slišal šumenje Savice, Triglav bom videl in Bled. Šel bom v Vinske gorice, šel bom na Pohorje spet. Vabi zasanjana Trenta, vabi Ljubljansko polje. Vabi me sončna Dolenjska, kjer stare lipe šumi. Kot makov cvet, kot cvet deklet, vabi me rodna dežela. Kot lastovka se vračam tja, kjer sem nekoč bil doma. Kot makov cvet, kot cvet deklet, vabi me rodna dežela. Kot lastovka se vračam tja, kjer sem nekoč bil doma. O, domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama in rekel: tod bodo živeli veseli ljudje. Skopo je meril lepoto, ko jo je trosil po zemlji od vzhoda do zahoda. Šel je mimo silnih pokrajin, pa se ni ozrl nanje. Puste leže tam, strme proti nebu, slepimi očmi in prosijo milosti. Nazadnje mu je ostalo polno perišče lepote. Razsujo je na vse 4 strani, od Štajerskih goric do strme Tržaške obali, ter od Triglava do Gorjancev. In je rekel: veseli ljudje bodo živeli tod, pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje. Kakor je rekel, tako se je zgodilo. Božja setov je pognala kal in je rodila. Vzrasla so nebesa pod Triglavom. Oko, ki jih ugleda, ostrmi pred tem čudom Božjim. Srce vstrepeče od same sladkosti, zakaj gore in poljane oznanjajo, da je Bog ustvaril paradiž za domovino veselemu narodu, blagoslovljenemu pred vsemi drugimi. Vsekakor je rekel, se je zgodilo. Bogatejši so pač drugi jeziki. Pravijo tudi, da so milozvočnejši in bolj pripravni za vsako rabo. Ali slovenska beseda je beseda praznika, petja in vriskanja. Iz zemlje same zveni kakor velikonočno potrgavanje in zvezde pojo, kadar se na svoji svetli poti ustavijo ter se ozro na čudežno deželo pod seboj. Vesela domovina, pozdravljena iz veselega srca.
Majniška deklaracija. Nesporazumi, provokacije in tudi odkrite sovražnosti, ki jih danes doživljajo Slovenci v Jugoslaviji, nas prepričujejo o prelomnosti sedanjega zgodovinskega trenutka in nas obvezujejo, da v jasni obliki izrečemo svojo voljo, iz katere sledijo dejanja v prihodnosti. Podpisniki te listine izjavljamo in sporočamo, da hočemo živeti v suvereni državi slovenskega naroda. Kot suverena država bomo samostojno odločali o povezavah z južnoslovanskimi in drugimi narodi v okviru prenovljene Evrope. Glede na zgodovinska prizadevanja slovenskega naroda za politično samostojnost, je slovenska država utemeljena le na spoštovanju človekovih pravic in svoboščin, demokraciji, ki vključuje politični pluralizem, družbeni ureditvi, ki bo zagotavljala duhovno in gmotno blaginjo v skladu z naravnimi danostmi in v skladu s človeškimi zmožnostmi državljanov Slovenije. Izdano 8. maja 1989.
Spoštovane, spoštovani, cenjeni gostje. Prikazali smo vam, kako so se za pravice našega naroda borili naši predniki. Kaj pa lahko storimo mi danes? Naša slovenska država, naše slovenstvo je odvisno predvsem od nas, od naše vztrajnosti, od našega ponosa. Kot narod, ki se očitno svoje samostojne države ne zaveda prav dobro, pravzaprav pogosto niti ne ve, kaj bi z njo počel, bomo očitno sposobni preživeti le, če bomo uspeli najti kompas in določiti smer v prihodnost. Lahko si sicer vzamemo čas za premislek, toda ura neusmiljeno tiktaka. Pravkar namreč stopa na bolj ali manj samostojno pot prvi rod mladostnikov, ki so se rodili v svobodni in neodvisni slovenski državi. Istočasno pa z tega sveta odhajajo pripadniki starejše generacije, ki je izkusila tradicionalno kmečko življenje na vasi, težko fizično delo v tovarnah in vse tegobe minulih desetletij. Odhajajoča generacija, ki ni poznala pasti globalizacije, je v marsičem zaslužna, da smo kot narod obstali. Ali smo sposobni danes ohraniti tisto narodno vitalnost in doseči renesanso na gospodarskem in kulturnem področju, da naši ljudje ne bodo postavljeni pred dilemo izbire identitete. Ne dovolimo, da bi nas zajel hlapčevski sram pred našo majhnostjo in da bi se trudili za vsako ceno biti všečni večjim in močnejšim. Ali kot pravi star slovenski pregovor, neumen je tisti ptič, ki se sramuje svojega gnezda. Danes imamo Slovenijo, ki so jo rodila stoletja klenosti slovenskega duha in moči ukoreninjene slovenske besede, neomajna vera ljudi, sanje vseh naših Trubarjev, Slomškov, Prešernov, Cankarjev in pogum pokončnih slovenskih osamosvojiteljev. S hvaležnostjo, da nam je bila dana in s toplo mislijo na vse, ki so zanjo zaslužni, vam želimo ponosno praznovanje 150-letnice Vižmarskega tabora. S tem zaključujemo uradni del današnje slovesnosti. Hvala vsem, ki ste si vzeli čas in ste svojo prisotnostjo priklonili tej častitljivi obletnici. Posebno bi se rad zahvalil predsedniku Republike gospodu Borutu Pahorju za častno pokroviteljstvo. Pa današnjemu slavnostnemu govorniku, predsedniku Državnega sveta gospodu Alojzu Kovšci. Ministrstvu za kulturo in četrtni skupnosti. Lepo je videti tudi vas, narodne noše, v takem številu, iskrena vam hvala. Seveda pa vsega praznovanja ne bi mogli izpeljati brez naših zvestih donatorjev, ki so začutili veličino dogodka in nam res velikodušno priskočili na pomoč. Prav gotovo si zaslužijo, da jih naštejem. Pot d.o.o., Inteleko d.o.o., Agregat, Kampo, Kamis, Edo Bučan, Lekarna Brod, Lanit, Volvo, CNC Robida, Star prevajalske storitve, Domiles, Zimicel, Istok Križnar, Zlatko Lipej, Zaletel d.o.o., Kajzer Andrej, Prohor Prostargar, Lin Nepremičnine, Gostilna Mrežar, Gostilna Jarh, Gostilna Košir, Gostilna Žibert na Brodu, Gostilna Ledinek Šmarna Gora, Gostilna Metliški hram, Hiša kulinarike Jezeršek, Slaščičarna Barbič, gospod Jože Sever, Turistično društvo Tacen, Turistično društvo Dravle, Kulturno društvo Tacen, Planinsko društvo Šmarna Gora in Kaval Grup, ter številne gospodinje, ki so napekle potice za današnjo pogostitev.
Prosim, en aplavz. Poleg naštetih se zahvaljujemo tudi vsem nastopajočim. Najprej seveda orkestru Slovenske vojske. Pevcem grajskega okteta. Godalnemu kvartetu glasbene šole svetega Stanislava pod vodstvom profesorja Dragota Arka. Metliškim sokolom, Juretu Sešku, Kondiju Pižornu ter domačim igralcem in igralkam ter pevkam. Posebna zahvala pa seveda doktorju Juriju Šilcu za neprecenljivo pomoč pri pripravi vseh prireditev. In pa etnološkemu društvu Vižmarje za pripravo razstave, ki si jo boste lahko še v prihodnosti ogledali. Hvala tudi ravnateljici osnovne šole Vižmarje Brod za pomoč pri pripravi prireditvenega prostora. In pa dijakom Škofijske klasične gimnazije in učencem osnovne šole Vižmarje Brod za nastope pri piramidi. Na tem mestu prosim vse prisotne donatorje, da se po koncu zglasite na naši stojnici, kjer boste prejeli spominek v zahvalo. Ker smo tako lepo zbrani vsi, ki dobro v srcu mislimo, vas sedaj lepo vabim, da ostanemo skupaj, si nazdravimo in se v prijetnem druženju izmenjamo kakšno lepo misel v spomin na ta večer. Za vse vas smo pripravili spominske kozarce, ki jih kupite na stojnici, s katerimi boste lahko ves večer nazdravljali prijateljem in vsem, ki smo vsaj tako upam enotni in složni kot pred 150 leti. Na stojnicah si boste lahko tudi za simbolično ceno tudi okrepčali in tudi vsi pripomogli tako k kritju stroškov te prireditve. Na naši stojnici so vam na voljo tudi spominske svetinice, izdelane na enak način in v enaki obliki kot pred 150 leti, kot tudi lično izdelane replike lesene makete piramide. Lep večer še naprej in zaključimo z mislijo: Slovenija, najlepša si dežela, radi te imamo. Živela Slovenija! Obrigado.